fuck, jaz to moram videti. Da, če daš nekomu rastlino ali limone, ne, da to pomeni, da boš v bistvu govoril resnico. Pač, I promise to be true. Zakaj? Ne. Mislim, so limone glih kisle, pač. Ja, pa rumene. Ja. Pa odganja negativne misli. Mislim, da odganja vse misli, če jo vgrizneš. Ja, ker te malo za 2 sekundi odtavaš. Moje. Enkrat sem si jo kupil limono, pa sem jo prerezal in je tak cimer imel tu mizo. Poleg mene sedel, ko sem jo prerezal, je on za voho. Kak je bila navžeta z vsemi vonjavami, mislim, ne, z eteričnimi oljami. Potem sem prerezal, da sem šlo po celi sobi. Olja grejo iz limonni med, to je, mislim, na splošno iz citrusov je. Za džin je to vrejo, ne? Za džin tonik, no. Jaz sem za svojo, kar sem še imel na takarsko kariero včasih, smo kar s citrusi lahko dosti narešijo. Samo lupek je recimo bolj pomemben, kot pa cela limona skoraj. Ja, ker ima največ olja, ne. In ti, če pač v bistvu odrežeš samo en kos lupka, pa ga narobe obrneš, pa stisneš, bojo olja špricnala vse posod, ne. In tak je ful fajn po kozarcu, dejansko špricni s tem oljem, ne. Ker bo v bistvu prevzelo ful vonjav in bo pač pitje dosti boljše, bolj smutne. Ker boš dejansko za vsakič, ko boš ti dvignil kozarc, pač gustim, ne, boš tukaj za vohu, ker prvi je kontakt z nosom, ne. In boš vdihnil tiste dejansko eterično olje, ne. Če je kozarec pravi, če ni prevelik, ne. Ja, če ne pa, te bo malo peklo. Če ne pa, če si štoras, boš imel več čez. Ja, to je tudi lahko problem, jaz sem kar štoras načeloma. Tudi jaz. Sam, to je tak, ne, to moraš embraceati. Bolj, ko se boš boril proti temu, da si štorast, hujš bo. Pa embraceaš, da si štorast, pa tak je. Poveš vsem. Poveš sem, štorast, sam prevrno bom. Pač vse ostre robove. Definitivno stran. Ja, pošmirglete, pobrusite, pa smo kulne. Pa smo lahko prijatelji. Ja. Ja, džin je taka fascinantna stvar, ker je džin je bil pijača za reveže, ne? Ja. Potem pa so jo v znanost spremenili, sploh zdaj, v zadnjih vedno bolj, ne? 10 letih. Ja. Včasih je bil pa zdravilo, ne, tuji. Kar je res, mislim, če te želodec boli, pa če spiješ džin, pač ne rabi biti prazen želodec, ampak pomaga. Džin pomaga, dejansko. Jaz sem pil, ko sem začel piti džin, je bil vedno on iz Lidla, iz pizde mater. Kjer on zeleni, a on beli, on etiketo. Sem mogoče ne bil z Lidla, ne? Mogoče bil skod drugoče, ampak pač tako. Ja, poceni, kaj je možno. Ja. Pa ni pomagal. To bi rekel, ja. Ti ne vem, če je sploh džin, ne? Ja, pač nekaj, piše džin gor. Piše džin, ja. Jaz sem v bistvu enkrat probal sem džin tonik, je tak vuni. Ok, mi ni bilo všeč, verjej. Jaz sem vedno bolj za pivo. Mi ni bilo všeč, če je bilo treba pač jeger kola, boljša izbira vedno bila. Potem pa smo bili na festivalu v Tolminu, na Punk Rock Holiday, in je en imel džin in je pač sam to še ostalo, razen da si greš not za 4 € pier kupiti, ne. In mi je rekel, mej, jaz ne več pil. Pa smo, hvala, ne. Pa smo gotovili, zakaj ni več hotel piti. Pač bolet me je začelo, to bolj, pač res bolet me je začelo. Mislim, ker tak, prvi si na slabi hrani cel teden, pa piješ cel teden, pa še to gor, ne. Ja, vala. Pa si tam. Pa mislim, da je nasplošno nekako vsem bila prva izkušnja z džinom slaba. Mislim, ne spomnim se, da bi kdo rekel, ko prvič proba džin, wow, džin je super, ne, džin je the best, pač to je moja najljubša pijača iz štarta, ne. Jaz vem, da prvič, ko sem rečemo se soočil z džinom, je bilo na morju in je bilo tako, da smo se zvečer dobili in smo bili tako, kaj bomo pili, ne. Pa je en predlagal slammerje z džinom, ne. Slammerje? Ja, veš, ko daš... Ja, to mi pa vladiš, tequila bombo v bistvu sem daš džinom. Basically, ja, ampak z džinom, ne. Ok, ne, sredko nisem še džina pil, pa smo zdaj džin pa spraviti, ne. Dal bolj sladko, ok, cool, ni panike, ne. Spiješ ene par si, ok, ne. Pa se sam tak, v eni sekundi sem se zavedel teh, da sta minile 2 uri, pa da sem sedel na zgornji škarpi že tak. Pa sem prišel k sebi, pa sem bil tako, wow, ne. Naslednji flash je bil, kako hodim po potki mimo gozda nazaj do šotora, ne.
tretji flash je bil zjutraj, ne, in sem bil tak, wow, ok. Naslednji dan sem bil hin, celi dan, ne, in sem bil tak, ok, gin, ne, pač ni šanse, ne. Pa prevrstiš par let naprej, zdaj pa mi je gin dejansko pač res praktično top of the top, pa whisky, ajde, ampak. Si se kdaj napil tega džina kvalitetnega ali pa, ne? Odvisno kaj je kvaliteten gin, mislim, dokam spustiš pod namero, ne. Mislim, z ginom sem se definitivno, ne. Klasične so te beefeaterji pa te zadeve, ne, ko so pač Ja, to je pač komercialno, okay, ne. tako Jack. Ja, z dragimi gini se še nisem napil, ker pač, mislim, po eni strani mi je škoda, veš kaj mislim, da bom zdaj dal, ne vem, 6 €, 70 € za flašo, sam iz tega razloga, da se bom pač finiširal, ne, pač se mi ne zdi smiselno, pač. Valjda. Ja, ne, mislim, dejansko se že s temi komercialnimi jaz nisem nikoli. Tako sem rekel, za Lidl type of drinks, ginom, ne pa z temi, ker pač prijem tako daleč s gin tonikom, da bi pil celo noč gin tonik. Ni mi se še naredilo, ne. Je pa verjetno razlika, ne. Ja, definitivno, ne. Pač, ajde, beefeater je pač bil neka klasika, ko smo pač ven hodili, ker pač večina lokalov pač ima. To ali pa Bombay, verjetno. Ja, to, ampak beefeater je res pač najcenejši konec koncev, ne. Ja. Koliko je flaša po nabavni ceni? 20 €, recimo. V lokalu ga dobiš za 3,5 gin tonik. Ja. Odvisno, ki si, Odvisno, ki si, ne. Na poštni Maribor jih je 3,5. Ja, tu nekje 3,5 do 4 € se giblja, ne. To še ni tako hudo in s tem ja, ampak imam pa doma, imam zdaj na primer Broken Bones, če si že slišal, slovenski gin. Fenomenalno. Mislim res, pač dansko sem bil ful presenečen. Za darilo sem ga dobil za, mislim, da zdaj med novoletnimi prazniki. Pa, veš, gin, si kdaj probal sam gin spit, tak? Gin... Tak je, ne, mislim... Tak nekaj vmes med lepilom pa zdravilom, ko ni dobro. Ja, exactly. Medtem ko ta, mislim, to je pa dejansko, sploh je ne znam opisati, ampak ima ful enih arom noter, ki pač ga naredijo dobro. Ni on klasičen šnapsek varianta, ko pač ne, ampak je dejansko pač dober. Res, da ga pač ne pijem, zdaj sam ga še vedno pač mešam, ne, ampak je pa res, da dosti naredi tonik. Tonik je ful velik faktor v ginu, ogromen faktor. Veš, ki sem delal v kelneriji, je bil pač Schweppes tonik, to je to. Tu pa tam celo, pač onači še bolj škartko, kaj je možno, nič kaj več. Ja, pač Schweppes je okej, Schweppes je pač neutralen, je, gre k vsakmu, recimo, ne. Ja, se verjetno zato je tako popularni. Ja, konc koncev, pač niti ni za nabavo drag, pa pač pit nije, ne, sam po sebi. Je pa res, da če se ti pa splača drage džine mešati z dražjimi toniki, konc koncev. Sam to je pač experience, pa veš, mislim pa si ono res, da si ga zvečer sam enega pripraviš, pa naliješ, okej, ne. Da pa na tem zapravljaš, se mi zdi pa nesmiselno, pač konc koncev. Mislim pač odvisno, kakve imaš prioritete, ko se pač greš na pijačo, ne. Koliko imaš denarja. Ja, to, ja, pa kak imaš plan, se hočeš zdaj zradirati tukaj zvečera, pač si prišel na 2 pijače, ne. Ful relativno pač. Gin, ja, zanimivo, ker začeli so tako pivo, ne, no, ne moram se spomniti besede. Craft pivo, ne, pač so začeli. Craft gin, ne. Craft gin, ja. Isto, z istim nekim valom je prišla tudi kava, ne. Vse je ratalo craft, ne, vse posod druge, se mi zdi, da pač ta homemade zadeve. Ljudje to radi čujemo, ne? Ja, pač. Da je domače, da je to on tak naredi za sebe, da je v smislu, kakorkoli rečeš, da sta samo dva, pa še mogoče en prije pomagati popoldne, pol si že kar cool vsem, ni važno, kaj delaš, ne? Nekako se družba odmika od tega, da je treba imeti McDonald's, štanco. Ja, vse, ja. Samo po drugi strani me pomoti ta faktor, da v bistvu so začeli ljudje izkoriščati besedo craft, ne. Ja, seveda, to je bila logična posledica tega, ne, da pač en bo enkrat sam začel govoriti, da je craft, pa ni, ne. Ja, valjda. Pač sam svoje etikete gor deva. A pa pač easy money, ne. Mislim, easy money, na nek način, bom jaz zdaj sam notu, pa ni važno, kakva bo kvaliteta, jaz bom prodajal to, da je craft, da sem jaz to doma delu, da je pač to mala produkcija, ne. To je pa tudi spet pol drugi faktor, ki pač... Če si tak, nisem, nobenega primera ne poznam, če si dosti dober v marketingu, ne, pa da znaš svojo zgodbo prodati, ne,
Verjamem, da lahko tudi slabši kraft pivo ali pa bilo kaj prodaš. Karkoli lahko, če imaš ti marketing, danes mi zdi, je tako vse marketing. Pač mislim, danska kvaliteta končnega izdelka se mi ne zdi več dansko pri folku toliko pomembna, kar je narobe, mislim, koncev. Pač vsi kupijo samo trend, pa samo hype, pa samo dober marketing, ne. Aha, videl sem dober plakat, ja, okej, bom šel, bom kupil, ne. Čeprav je mogoče končni proizvod, pač ne toliko dober. Nekje vmes je. Ja. Fuck, jaz to moram videti.